To so preprosta vprašanja. Rok, branilec naslova prvaka, nova sezona je tu, nov dirkalnik, nova uprava, gume ostajajo iste. Kakšna pa so pričakovanja na tej dirki in pa gledano sezonsko? Ja, tudi če že vse ostalo isto, ne še pričakovanja ostanejo ista, kad so bila lani. Tako da, če bo vse služilo svojemu namenu, jaz upam, da bomo bolj naredili čim boljš, pa da vidimo, kaj bo to odneslo. Zdaj pa še eno zadnje vprašanje. Kakšno imate asociacijo na besedno zvezo Velike Žablje? Ja, predvsem mi pride prva asociacija te velike množice ljudi, ki so bile včasih tam. Jaz upam, da se bo vreme jutri usmililo vseh teh gledalcev in da se bodo zbrali v velikemu številu. Jasno je to pač nekaj najlepšega, da prideš v ta, bo rekla, koridor gledalcev pred ciljem Žabelj. Mogoče ni več take atmosfere, kad je bilo včasih po slikah, da so stali čisto ob cesti z naslova varnosti. Ampak vseeno, no, upam, da bodo jutri se zbrali tam v čim večjem številu, pa da dobijo te Velike Žablje, spet naziv te Velike Žablje, tako kad se jim pritiče. Hvala in vso srečo danes in jutri. Aleks, po nekaj sezonah ponovno v vrhunskem dirkalniku, konkurenčnem za sam vrh državnega prvenstva in pa tudi najvišjem nivoju za recimo regionalna tekmovanja, kakšna so pričakovanja in pa predvsem kakšni so občutki po prvem testu z novim dirkalnikom? Ja, no, glede na test pa avto je kar okej, nekaj reči, se mi kar dopade, ne. Glede kakšnih pričakovanj pa zaenkrat se od tega pa jih malo popeljati, kaj več kot smo se, posebej na hitrih delih, tako da bomo vedeli sproti. Ok, še drugo vprašanje. Kakšno asociacijo pa vi dobite na besedno zvezo Velike Žablje? Mislim, da sem dosti povedal. V redu, hvala in vso srečo. Hvala. Tim, aktualni državni prvak v diviziji 2, verjetno pričakovanja letos niso nič nižje, avto ostaja isti, so vozniki isti, gume isto, tako da kako vi vidite novo sezono? Ja, gume smo sicer nove kupili, to imamo. Pač vsekakor bo napadala spet naslov, konkurenca sicer bo kar številčna, kar je zelo super, da se bomo spet lahko dirkali. Dirke smo lanskem letu spoznala, tako da jaz mislim, da pač, če se bo vse poklapa, napadamo seveda zmage in pa na koncu seveda naslov. Kakšno asociacijo vi dobite na besedno zvezo Velike Žablje? Pač še eden od tistih brzincev, pač. Ne vem, zame konkretno res nič posebenega, pač. Ok, so hardi, malo gladko, to. Hvala in pa vso srečo tekom vikenda in sezone. Ja, hvala lepa. Grega, letos zgolj delna sezona, kot ste napovedali. Glede na to, da je Rally Vipava za vas po novem domača dirka, kakšne imate pričakovanja ta vikend? Ni jih še po novem, upam, da bo pa letos. Pričakovanja so, da dobim izkušnje z avtom, sploh ker je zadnji pogon. Bo kar velik zalogaj zame, sploh po lanskem zaključku. Je še zmeraj malo prisoten ta strah. Ampak največji cilj je tu, da naberem kilometre, da začutim malo avto, upam, če ne bo dežja, pa da pridemo na ciljno rampo. No. Tega bom najbolj vesel. Kakšna pa je vaša taktika za zadnje kilometre Velikih Žablj? Taktika bomo videli, koliko bo drselo, počez bo po mojem šlo, tako da definitivno tudi če je suho. Super, hvala in vso srečo. Hvala tudi vam. Jure Jere, prvi na progo med vozniki divizije 1, lanski podprvak. Kam ciljate letos? Morda še stopničko višje? Ja, mislim, da to je treba zmeri ciljati, ne? Zmeri treba imeti čim više cilje. Mislim, da na dirkah ne cilja na zmago počnite prav dirkači. Tako da ja, borili se bomo, definitivno se bomo borili. Pa kar bo ratala, ne? Kaj bi raje videli? Suho ali dež? Karkoli, sem da bo res ali dež ali pa suho. V bistvu meni bi ustrezal, da bi ful prav. Ampak tudi če bo suho, bo v redu. Če bo pa nekaj vmes, bo pa najslabše. Zato mislim, da je vse nekaj najslabšega. Ok, kakšna je vaša asociacija na besedno zvezo Velike Žablje? Star brezint že, na koncu je par gladkih ovinkov, drugače pa, ne vem, zanimivo brezintstvo. Ok, hvala in vso srečo. Hvala vam.
Slavko, zimzeleni Slavko, vedno prisoten na prvi dirki, tudi letos ni to nobena izjema. Kaj je tisto, kar vas vsakič znova vrača sem v Vipavo na uvod sezone? Pa jaz mislim, da ta dirka je res prerasla, je zelo lepa, hitrostne preizkušnje so že preverjene, lepe in če ne bo dežja, bo jutri ena lepa dirka. Kakšna pa je vaša asociacija na besedno zvezo Velike Žablje? Ja, tam je tako, ne. Če bo mokro, je treba pamet, če bo suho, pa za publiko. V redu, hvala in vso srečo ta vikend. Ok, hvala. Thank you very much and good luck for the next races.